zdravstvu, ne, in ponovadi smo navajeni, da delamo ali pa znamo zagristi v precej neprijetne stvari, ne, to poznati. Tokrat v glavnem je bila izpostavljena ta pereča tematika, ki nas kar nekako spremlja in se v času COVID-a mogoče ta stresni test pokazal še malo bolj, spravi problematika zasebnega, javnega. In zobozdravniki, tako zaposleni, zasebniki s koncesijo in pa čisti zasebniki, smo vsi zelo praktični ljudje. Iščemo rešitve, rešujemo probleme, če stane še tako slabo, ampak vedno znova trčimo neki birokratski aparat, ki ga predstavlja v tem primeru ZZZS ali pa politika, ki dela da ravno obratno. Iščemo birokratske ovire, da problem nastane mogoče še bolj problematičen. Hitro se stvari zapletejo in tukaj se je pokazalo. Nerešljiv problem je ta, mi smo štartali že od začetka, zavedali smo se problematike, da se zna zgoditi, da ne bomo mogli obvladati bolezni v naši državi. Zobozdravniki smo bili izpostavljeni do te mere, da delamo v ustih, to je zdaj že v javnosti zelo jasno. In takrat smo stopili skupaj in smo rekli čisto vsi, se pravi zasebniki, koncesionarji in zaposleni, smo se vsi javili na vstopne točke in smo bili pripravljeni konkretno sodelovati. Tudi sam sem se vključil v info točko, sicer v Domžalah, tudi javil se na vstopno točko, ampak sreča v sreči, tudi epidemijo smo dosti dobro preživeli, na vrsto nisem prišel. Problem se je pa pojavil zelo hitro, ti problemi so v praksi se tako hitro pokazali, ko smo se čisti zasebniki poskušali vključiti, da bi pomagali pacientom na vstopnih točkah, nismo imeli možnosti vstopanja v sistem, se pravi, kot sem rekel, smo praktični, mi smo iskali rešitve za paciente, če si predstavljate, kar naenkrat smo zobe popravljali po telefonu, se sedi smešno, ampak smo uporabljali videokonferenco, telefon ljudem so poskušali svetovati, kolikor smo jim lahko, predpisali smo tudi zdravila na daljavo, kar prej ni bilo, niti pomislili nismo kaj takega, konec koncev smo tudi v lekarne priskrbeli začasni cement oziroma material za začasne zalivke, da bi lahko pacientom svetovali na daljavo. Zapletlo se je pa recimo čisto preprosto pri predpisovanju recepta, ali pa če smo nekomu, ki je prišel na vstopno točko, želeli napisati antibiotik, nekdo čisti zasebnik preprosto tega ni mogel izvesti, čeprav bi pacientu ta antibiotik pripadal. Kec je bil lahko samo v tem, da nismo imeli profesionalne kartice. Praktična rešitev bi bila začasna, da dobimo nek dostop, da lahko pacientu pomagamo, pa se je tudi tu zapletlo. Se pravi, birokratskih ovir, ker tako v pravilnikih ali v zakonih ni napisano, je nešteto. Zdaj, mene kot čistega zasebnika pa skrbi to, da v bistvu še v takem času, konec koncev, ko je nastala jasna kriza, ko so potrebe bile tudi zato, da smo se zasebniki vključili, nismo bili sposobni najti enih praktičnih rešitev, kako pomagati ljudem. Mi se že dolg časa ne delimo, vsaj zobozdravniki na zasebnike, koncesionarje, to so oblike, po kakšnih delujemo, ampak pacientom enako kot nam je načeloma bi moglo biti, ali jim je načeloma vseeno, ali stopijo k zasebniku ali k javnemu zobozdravniku, vstopijo k zobozdravniku, ki ima licenco pri zdravniški zbornici. Pacienta zanima, da bo prišel na vrsto takrat, ko je težavo, to se je izkazalo v tem času, te težave smo poskušali reševati, da je ta težava odpravljena čim prej, da je kvalitetno narejena in na koncu, da je ta strošek, zdaj v času COVID-a seveda za nujna stanja ga ni bilo, ampak tudi vnaprej, da je strošek predvidljiv in da pacienti dobijo tisto, kar so konec koncev zdravstveno blagajno plačali.